Čemu je pravzaprav namenjen današnji večer? Današnji večer je v bistvu tematska veganska večerja in sicer gre hkrati za solidarnostno zabavo za avstrijske aktiviste za pravice živali. Se pravi, izražamo jim podporo. In sicer dr. Martin Baluh, ki ga veliko ljudi, ki obiskuje veganske večerje ali pa tudi dogodke v pekarni, pozna, se je že 5-krat gostoval pri nas. In sicer je predsednik avstrijske organizacije Verein gegen Tierfabriken. Njemu in še 12 drugim aktivistom 2. marca se začne sodni proces. In sicer sodni proces, ki je popolnoma osupnil mednarodno javnost, saj je popolnoma skonstruiran in popolnoma neosnovan, se pravi, ni nobenih dokazov proti tem 13 aktivistom, da so zagrešili kakršnokoli kaznivo dejanje. 21. maja leta 2008 je v 23 prostore organizacij za pravice in dobrobit živali v Avstriji in v stanovanja 10 aktivistov vdrla posebna enota avstrijske policije, maskirana. Aktivistom so na glavo nastavili strelno orožje, jih odvlekli iz postelj in iz hiš in iz stanovanj. Preiskali stanovanja, vzeli računalnike, mobitele, tako da niso mogli poklicati niti odvetnikov in jih za 3 mesece priprli. Avstrijsko gibanje za pravice živali je zelo močno. Enih 10 let ali 12 let so zelo aktivni, so zelo močni, dosegli so zakonsko prepoved vzreje živali za krzno, zakonsko prepoved nastopov živali v cirkusih, zakonsko prepoved baterijske vzreje kokoši, prepoved vzreje živali v kletkah. Zelo močni so v gibanju proti lovcem in so očitno stopili na prst finančnemu in gospodarskemu, se pravi, lobiju, kapitalizmu. 5 aktivistov od teh 13, ki jih sedaj čaka sodni proces, se je odločilo, da bo svojo obtožnico dalo v javnost, da se vidi, kako skonstruiran in enostavno smešen je proces, ker ne temelji na nobenih dokazih in je res vse, kar se prebere, vse so zgolj mnenje aktivistov ali pa njihovo politično delovanje. So njihovo delovanje legalno, sodelovanje v demonstracijah, sodelovanje na delavnicah, osvoboditev živali za začetnike, ki smo jih tudi v pekarni imeli že 2-krat, 2007. in 2009. Se sumijo za kazniva dejanja, čeprav ni nič kaznivega na njih. In vse to je v obtožnicah, se pravi, popolnoma smešno. Ogorčenost, mednarodna javnost je bila ogorčena, Amnesty International je izdal 2 strani dolgo poročilo, kjer izrazito obsoja to dejanje, gre za ostro kršitev človekovih pravic, gre za zapornike politične vesti, se pravi takrat, in sedaj v bistvu se jim sodi na podlagi njihovih lastnih osebnih mnenj, njihovega posebno legalnega političnega delovanja. Sodni proces, ki se prične 2. marca, bo trajal vsaj 6 mesecev s 3 obravnavami na teden in vsak izmed teh 13 aktivistov bo moral za sodne stroške plačati 35.000 evrov. To je vsota, ki si jo sploh ne znamo predstavljati, in ker je avstrijska zakonodaja takšna, ta vsota ne bo povrnjena. Povrnjena jih je lahko samo 1250 evrov. Zato želimo s to solidarnostno zabavo vsaj malo denarja zbrati, kaj bo sicer kapljica v morje, in jim pripomoči k plačevanju sodnih stroškov. Glede na to, da se to zgodilo v sosednji Avstriji, se lahko vsak čas zgodi tudi pri nas. Za take izjave, ki jih jaz vam sedaj dajem, me lahko jutri obtožijo, lahko to uporabijo proti meni, se pravi, da načrtujem, ne vem, da sem član kriminalne organizacije, da načrtujem ne vem kaj. Zanima me, kako to, da ste se odločili priti danes na to vegansko večerjo? Vedno hodimo že na veganske večerje, tako da zato ta večerja sploh ni izjema. Vas ni danes posebej pritegnila še prav ta akcija, zaradi katere je današnja nekaj posebnega? Pa takno niti ne, čeprav bomo darovali denar, ne, ampak vedno hodimo, zato smo se zdaj tudi odločili, da prijemo. Pomeni, da se tudi sicer vegansko prehranjujete? Ne vegansko, ampak vegetarijansko, predvsem. Ker me zanimajo pravice živali, pa mislim, da je bilo več treba na tem področju narediti. Pa sicer vam je veganstvo, poznate to prehrano? Poznam to prehrano, sicer se sama ne prehranjujem vegansko, ampak se mi zdi, da ni to napačen način prehranjevanja, da je zdravo. Slišal sem nek komentar po radiju, pa sem bil kar presenečen, da se v Avstriji take stvari dogajajo. Pač to, koliko je bilo za razumeti, ker sem samo en odseček slišal, je bilo videti, kot da so precej grdo pač pritisnili na tega borca za pravice živali.
No in pa sem se odločil, da bom pač prišel pogledat, kaj se dogaja. Sicer poznate vegansko prehrano? Tako, ne bi se ravno mogel hvaliti, ampak pač malo vem, zakaj gre, pa sem se pač odločil. Te veganske večerje se nam zdijo enkraten primer za izobraževanje ljudi o veganstvu, o pravicah živali, o konec koncev takih dogodkih, ki se aktivistom za pravice živali dogajajo. So Mariborčani zainteresirani za to? Na veganske večerje jih ponavadi pride od 30 do 40 ljudi, upam, da bo jih danes tudi vsaj toliko. Sicer so navajeni, da se začne vse skupaj zamudo, tako da upam, da bodo še prišli. Mislim, rekla bi, da mogoče vedno bolj, se pravi, pomembno je izobraževanje, no, in potem prijatelj pripelje prijatelja in na tak način v bistvu delujemo. Kakšna pa je pravzaprav veganska hrana? Se pravi, veganska hrana ne vsebuje nobenega živalskega proizvoda, izdelka, se pravi, seveda brez mesa, brez jajc, mleka, masla, skute, sira, jajc, medu. Se pravi, živali se ne uporabljajo v tej prehrani. Kaj ste recimo nocoj pripravili vse? Tokratna veganska večerja je drugače malo v stilu tako imenovanega finger fooda, ker je pač hkrati solidarnostna zabava. Se pravi, na kruhu iz polnovredne moke so razni namazi, iz tofuja, leče, avokada, brokolija, potem je pecivo vegansko, veganski buhtli, veganski mafini, karamelizirana sončnična semena, popečen tofu, slano pecivo vegansko. A se sicer ta hrana da kje drugače kupiti? Ali to vse sami delate? Vse sami delamo, seveda to vse sami delamo, obstajajo sicer, mislim, da se zdaj obstajajo neki cateringi, ki nudijo tudi med drugim vegansko prehrano, ampak drugače žal v Mariboru ni nobene restauracije ali pa kaj takega, ki bi, upamo, da bo kmalu.